Zdravo, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Včerajšnji dan je minil v povečani skrbi za okolje. Dan Zemlje so različne organizacije, skupine in posamezniki obeležili na svoj vrsten način. Na spletni strani danzemlje.si poteka akcija Vsak po svojo vrečo smeti, da odstranimo vse packe v naravi. Akcija nagovarja posameznike, naj se lotijo pobiranja smeti v svoji neposredni okolici. In tako so včerajšnji sončni dan gotovo preživeli šolarčki. Ko bodo zrasli, bodo mogoče pred kamerami sadili drevesa, tako kot je to počel Zoran Ljubljanski Janković. Karel Okoljski Jarjavec pa pravi. In je polno prireditev, tako da se bom srečal tudi z najmlajšimi in bomo promovirali našo zemljo. Ne boste nikjer sadili drevesa, to je bilo običajno za te okoljske ministre? Ne, so neke aktivnosti, podelil bom neka priznanja, tako da bo kar živahen dan. Na dan Zemlje so na Prešernovem trgu prešvicani mimoidoči previdno srkali prečiščeno Ljubljanico. Je v redu? Če kaj hujšega smo probali. Gospod, kakšna je Ljubljanca? Je sam vodo pije. Driska. Ljubljanica je postala pitna. Po zaslugi tako imenovane neodvisne mobilne enote za filtracijo vode, ki samostojno proizvaja električno energijo za pogon črpalke. Od tu naprej vam več pove Peter Hudournik. Sama filtracija je naslednja, da najprej mehansko vodo prečistimo. Iz sistema mehanskih filtrov gremo na to na ogljene filtre, kjer odstranimo kemikalije, take stvari, ki ne bi smeli v vode, recimo v sistemih drugače tudi klor odstranimo. In pa mikrobiološki filtre, kjer odstranimo viruse, bakterije, težke kovine. Je to sploh še Ljubljanica? Ima sploh še kaj okusa po Ljubljani? Meni ima dober okus, no. Se lahko navadil na to? Ja, itak se izvah, pač ni nobenega okusa po Ljubljani. To boš naredil za zemljo danes lepega? Danes lepega? Jaz vsak dan nekaj lepega za zemljo. Ja, kaj je to? Kotliček, ki je 7 litrov, sem zmanjšal na 4 litre vode. Ta za WC. Ja. Tako da gre zdaj sem 4 litre, sicer pitne vode stran. Dragi someščan, še vedno odločno premalo. Jaz sem ga sral prej 3-krat na dan, zdaj ga serjem 1-krat na dan. Pa zdaj si ti izračunite kotličke in litre. Manj bi ga morali srati tudi na Ministrstvu za zdravje, ali z drugačnimi besedami ministra Boruta Miklavčiča. V investicijah v zdravstvu moramo delati hitreje in racionalneje. O podpisu pogodbe o prevzemu nove pediatrične klinike v Ljubljani v upravljanje Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana je še izrazil nezadovoljstvo, ker v kliniki ni prostora za nov laboratorij, ta namreč obstaja na Vrazovem trgu. O odgovornosti za nastale razmere pa pravi. Ministrstvo ni odgovorno za ta laboratorij, odgovoren je tisti, ki je ta laboratorij načrtoval in ga ni načrtoval v tej hiši in jaz ne vem zgodovine, kje so razlogi, da tega laboratorija v tej hiši ni. Ko sem prišel na ministrstvo, smo z zadnjimi napori poskušali najti prostor v tej stavbi. Imamo 24.000 kvadratnih metrov poslovne površine, laboratorij pa rabi 380 kvadratnih metrov. Imamo novo kliniko, povprašajte tiste, ki so odgovorni za to, da tega laboratorija ni v hiši. Bo pa v kompleksu v Stožicah, ki naj bi po napovedih župana Ljubljanskega bil zgrajen do 20. junija prihodnje leto, gotova prostora za čevapčinico, buređinico, sladoledoledarnico. Znan je namreč zaenkrat edini resni trgovski vlagatelj. To je podjetje Supernova. V igri naj bi bila še 2 ponudnika zahodnega tržišča, vendar za kateri 2 podjetji naj bi šlo, na novinarski konferenci na gradbišču niso bili še pripravljeni razkriti. Skrivno sporočilo konference pa bilo, v kompleksu bo tudi trgovina z obutvijo in stilsko svetovalnico. Ker je prišlo do eno zelo verjetne neizvedbe tega projekta, smo te temelje pač morali ustaviti. To, kar pa vidite na uni strani, je pa že prvi del, da rečemo, severne tribune štadiona. Se pravi, ta del
Ob tem, ko je prvak tako imenovane rumeno-modre opozicijske stranke Ivan Janšev Janez medijem predstavljal svoje stališče do tako imenovanih tajkunov in kritiziral vlado, so nas zanimale tako imenovane predporočne priprave za pot do oltarja z Bačovnikovo Uršiko v tako imenovanem kriznem času. A še vedno razmišljate o poroki v teh kriznih časih? Vidim, da imate smisel za humor v teh kriznih časih. Komentar Slovenije, pezdirjev banke, dneva o dejanjih Rado. Tema današnjega prispevka bo, kaj počne Banka Slovenije. Seveda, pri tem nikakor ne gre za neko teoretično, ampak povsem praktično vprašanje. Samo pomislite, Banka Slovenije je kot najvišja institucija monetarne oblasti odgovorna za regulativo na bančnem področju, oziroma za zakonski okvir poslovanja bank in njihov nadzor. In kaj počne vse te dni? Se ukvarja z vprašanjem o ustreznosti kreditnega poslovanja bank? Morda preverja utemeljenost aktivnosti teh poslovnih subjektov. Kje za vraga je guverner banke, ko potekajo prerekanja v Novi Ljubljanski banki in tako imenovanih tajkunskih posojilih? Poslušamo namreč zgolj ministre, politike, padle podjetnike in podobne populistične orgazmatrone. Čistih računov strani institucije, ki je najbolj odgovorna za delovanje bančnega sistema, pod nikoder. Namesto ustrezne akcije Banke Slovenije smo danes priča pavšalnim pozivom k linču in izogibanju pravnim postopkom. Razloga za to sta lahko samo dva. Najprej, očitno se je dokončno pokazalo, kako tej državi, predvsem nacionalnem ponosu NLB, potekajo posli, po ukazu politične vrhuške. Ko gre gospodarstvu dobro, se politično odrejajo brez vseh kriterijev krediti. Ko gre slabo, pa se ukvarjamo s face saving politiko in političnem iskanju krivcev po banki, ki pa je tako ali tako vse skozi delala po navodilih politike. In drugi razlog. Banka Slovenije je navadna slaboumna šala. Od njene samostojnosti ni niti trohice. Istočasno pa je podrejena politiki do te mere, da se vsakič trese kot šiba na vodi in čaka ukazi iz lokalnega CK-ja. Skratka, na Banki Slovenije očitno še vedno mislijo, da smo v letu 45. Slovenija, 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 kultura. Na Celinkinem festivalu Godi Bodi sta dvojec Vasko Atanasovski in Simon Zanhini v stari ljubljanski mestni elektrarni sinoči takole poskrbela za glasbene sladokusce. Nocoj pa se bo na istem mestu ob istem času, torej ob 20. in ob enaki priložnosti predstavila Alfa, Tesla in električno gledališče. I'm a circle in the light. I am flickering bright. I am just a circle in the light. If you leave me, baby, I'm just gonna disappear. Še vreme? Zgleda, da res čije. In scalo bo, dokler ne prijete na Funky večer skupino Funky Morning v studio 141, kjer bomo snemali 39. A toliko smo jih že posneli. Švic mikrofona in tukaj je prostora tudi za vašo rit. In še Dežjani noter. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti.